Pa mi lahko zdaj že poveš, prosim, kaj je zdaj ta tipična napaka podjetnikov, začetnikov? Poglej, moraš biti zelo previdna, ne, pri eni stvari. Ne smeš podjetja odpreti takoj, ko o njem razmišljaš, ne? Ker boljše, da počakaš par tednov, premisliš o imenu družbe, o obliki družbe, ker lahko se spremeni še celo dejavnost v tem času, veš. A to si spet v enih svojih zapiskih prebral, ali kaj? Lej, boljše, da me začneš jemati malo bolj resno, ne me zafrkavati. Ne, pa saj se jemljem čisto resno, veš, ti boš super pomočnik moj, moram malo preveriti, koliko si vztrajen in zavzet, ne. Lej, Ljubljanski univerzitetni inkubator. Tukaj boš zvedela vse o podjetništvu. No, oba bova zvedela vse o podjetništvu. V slovenskem prostoru se je dojemanje samega podjetništva v zadnjih letih spremenilo. Še v preteklosti je bilo podjetništvo oziroma biti podjeten nekaj, kar pravzaprav ni bilo zaželjeno. Seveda ob naporih tako Gospodarske zbornice Slovenije nam je uspelo tudi v temeljno poklicno strokovno izobraževanje, tudi terciarno izobraževanje le pripeljati vsebine, ki so povezane z samim podjetništvom. Tudi v osnovnih šolah smo kot izbirne vsebine uspeli pripeljati vsebine, kjer lahko mladostniki, osnovnošolci seveda na nek način testirajo svoje podjetništvo. Ampak glavna poanta vsega je, da v Sloveniji še vedno na nek način izobražujemo o podjetništvu, ne pa za podjetništvo. In seveda tukaj so naše ambicije ključne, da v tem temeljnem izobraževanju pridemo do vsebin, ki bodo seveda našim mladostnikom, študentom seveda dajali vsebine, ki bodo seveda podpora samim podjetniškim idejam. Ko pa nekdo seveda že zapusti izobraževalni sistem, ko se znajde na trgu dela in seveda ima podjetniško idejo, je pa ključno to, da v slovenskem prostoru obstajajo načini, kako pridobiti znanja, da podjetniško idejo, ki jo seveda imaš, temu primerno preveriš in seveda dobiš osnove, da lahko seveda s to podjetniško idejo tudi potem štartaš na samem trgu. Avtocenter. Kolgovski. Prihranimo.si tudi ni. Uniki. Europortal, to tudi ne. Sosit. Orbit, Šengogovski, ti pa imajo place. Evo. Evo, tukaj so. Doktor Honzak, lepo trki. Dober dan. Dober dan. Kakšna dobra ideja. Ja, mogoče pa res kakšna, ampak najprej sva v bistvu prišla po par informacij. Super. Glejte, doktor Honzak, Maša je v bistvu zelo komunikativna, prodorna ženska. Je prava za podjetnica? Ja, ženske sploh podpiramo. Take, ki se lotijo zadeve, pa itak. V bistvu ja, jaz sem se tekom tega procesa navdušila nad tem, da bi tudi sama postala podjetnica, ampak v bistvu se pa tukaj zaradi moje nečakinje Mojce in tvojega prijatelja, ne? Ja, moj prijatelj ima sina Marka, ki bi rad postal v bistvu podjetnik, pa malo raziskujeva, kako bi lahko dobila dobre ideje, da ima potem prenesla te informacije. Ja, obljubila sva, da zveva čim več o podjetništvu, oziroma tudi ona dva sta še zelo mlada in se pač ne morata za nek poklic odločiti. In naj jo zdaj zanima, koliko mora biti človek sploh star, da lahko začne razmišljati o podjetništvu? Kakšna starostna meja ali se lahko začne že zgodaj? Ja, ne, inovativne ideje imaš lahko že zelo zgodaj, ne? In če pol razmišljaš, da bi jih spravil v denar, je to podjetništvo. Tako da eni so začeli zelo zgodaj, recimo tudi prav tale tretja uvrščena Gazela, ne? Oni so začeli pri 18 letih je ustanovil podjetje. Zdaj je pa že Gazela, to je tam mimo vrste, ne? Kaj je to Gazela? Je to kakšen poseben izraz v podjetništvu? Podjetje, ki je zelo hitro odskočilo iz nule na recimo na trg, na svetovni trg, ali pa da ima zelo veliko prihodkov že v kratkem času. V roku 5 let je zaslužilo 1 milijon evrov. Jaz zdaj ne vem, kakšni so kriteriji, ampak je tako, hitro je, ne? Gazela hitro skače in hitro teče. Ampak no, za podjetnika je potrebna kakšna posebna šola, so lahko šole različne, oziroma so delavci, ki si jih tekom procesa pridobiš, je fajn, da so vsi
iz istega poklica ali je mogoče fajn, da... Jaz mislim, da tako, da podjetnik se naredi, ne v šolah, ampak tudi v šolah seveda, tam dobiš znanje, ampak to, da pa imaš pogum, da se tega lotaš, da imaš eno dobro idejo in da si rečeš, tole bom pa jaz realiziral, ne, to pa ti moraš nekako sam pogruntati pri sebi, ne, da bi to počel. Recimo, kaj vi predlagate mladim, ki recimo zdaj zaključujejo osnovno šolo in se naprej bi radi vpisali na kjerkoli šolo oziroma postali podjetniki? Kako naj nadaljujejo pot po osnovni šoli? Jaz mislim, da je fino, da imaš v mislih, da kaj bi rad počel, ne? Predvsem je to, kaj bi rad počel in da greš potem tudi na eno tako šolo, ki ti to omogoča eno znanje, recimo ali je to neko tehnično znanje ali je kakšno drugo znanje in da imaš potem nekako že hitreje eno tako poklicno izobrazbo, to je dobro. Ampak vi pri vas tudi pomagate mladim, ne, ki imajo idejo in jo želijo uresničiti, ne? To se pravi, kako se pride do vas, kakšen je ta proces? Ja, tako, se pravi, idejo nam predstavijo, potem pa mi nekako vidimo, ne, jim tudi svetujemo, recimo, predvsem je to, recimo, pomembno je, da je ideja inovativna, da ima tudi en tak tržni potencial, pomembno pa tudi je predvsem, kdo ima to idejo, se pravi, ali je ta človek zavzet, ali jo bo res realiziral, ali ima okrog sebe že prijatelje, ki bi v njegovem timu delali. Dobro je tudi, da so to recimo ljudje, ki so različne, iz različnih področij izobrazbe, ekonomisti, tehniki, tako da najboljše zgodbe so se naredile tam, kjer so bili zelo interdisciplinarni. Ne? Recimo ena taka uspešna zgodba prav iz Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja je Zemanta. Tam sta se skupaj usedla filozof pa informatik in naredila milijonsko zgodbo. Zdaj dobili so milijonsko investicijo v Londonu, odskočili tako iz inkubatorja ven, imajo že precej zaposlenih. Oni so recimo naredili avtomatsko bogatenje spletnih vsebin, se pravi, če si ti bloger, če si na netu, ti ta program prepozna tudi v raznih drugih jezikih, ti prepozna vsebino, ki jo ti pišeš in potem ti na kup zloži vse, kar je na netu o tej vsebini, plus še slike pa video in to. Tako da ene zgodbe so res blazno zanimive. Povejte mi, kako pa recimo mladi lahko, ko pridejo do vas, postanejo vaši člani? Morajo imeti poslovni načrt in potem ga vi pregledate in kako gre ta postopek za vaše članstvo? Ja, najprej ideja. Ne? Idejo nam predstavimo, pa mi tudi pomagamo, da naredijo en tak poslovni model, da začnejo razmišljati o tem, kako to idejo v denar spraviti. Ne? Potem, če pa hočejo biti tukaj, v teh prostorih, ste mečka naprej že pogledala, kako to izgleda, ne? Vsako podjetje ima svojo pisarnico majhno, takrat pa že morajo imeti svoje podjetje. No in priti s poslovnim načrtom in tega potem mi pogledamo in tudi svetujemo, kako ga še izdelati. Vsak je še, ki je prišel, je recimo imel neko vizijo, kaj bo delal, ampak potem smo ga nekako usmerili, recimo, malo se jih še usmerijo v eno smer, v en fokus, ne, da potem lažje uspejo. Ampak koliko pa se vam zdi, da so mladi v Sloveniji zainteresirani za to, da bi imeli lastno podjetje? Pri vas verjetno jih spoznate kar veliko, je tega v Sloveniji dovolj ali bi si želeli še več zanimanja za podjetništvo? Ja, jaz mislim, da je bilo dobro več. Da recimo ta kultura je drugje že bistveno bolj razvita kot pri nas. Tako da to... Mogoče ta miselnost, zdaj bom pa štartal z enim podjetjem, pa če mi ne rata, to pa res neuspeh, to bo pa groza. Ne, to ni, to je šola. Recimo v tujini štartaš prvo podjetje, pa drugo, pa tretje, pa četrto, peto, pa uspe, wow, super sem. Ne? Pri nas se bi mogla tudi ta miselnost prijeti, se ukorajžati, pogumati. Ker recimo kot karierna pot se mi zdi, izbor podjetništva se mi zdi najboljše. Recimo ti tukaj na lastnih izkušnjah vidiš, a si uspešna, nisi uspešna, ali si neko stvar dobro peljal. Tukaj imaš eno tako neposredno sporočilo, kjer ne moreš reči, tamle gor nad mano je kriv, da to ni uspelo. Enostavno se moraš usesti, pogledati, kaj si dobro naredil, kaj nisi in naslednjič narediti boljše. In tako rasteš, dokler ti ne rata. Ali lahko pride do vas nekdo, ki je recimo zaključil srednjo šolo in bi rad odprl podjetje, ima dobro idejo, ga boste sprejeli medse? Ja, vsakega bomo sprejeli, no, tako da, ampak to so potem nekako kot pridruženi člani, ki jih imamo nekako, ki jim tudi pomagamo v nekem smislu, da jih v to mrežo spravimo ali pa da se lahko pridružijo nekomu. Načeloma so pa tukaj bolj študenti ali pa tisti, ki so že
diplomirali, tako da pač ta kader smo le univerzitetni inkubator. Torej je bolje za te srednješolce, da se vpišejo naprej na fakulteto in izoblikujejo dokončno svoje znanje, potem pa pridejo do vas. Jaz mislim, da študij je v vsakem primeru dobra izbira, no, ker tukaj vendarle ideje so nekako podlaga teh idej, je tudi znanje, oziroma je večinoma tudi znanje. Najlepša hvala za tele informacije, midva jih bova predala naprej, pa še sama jih bova nekaj, ne? Ja, jaz sem si vse zapisal, tukaj je moj rokovnik, tako da ne bom pozabil, ker vestnost je prva pri podjetništvu, ne? No, super. Vztrajnost tudi. Hvala.